Pozicija dotikanja, tvoje roke so užitek za oba. Eksotika, romantika, temperatura se navija do neba. No to pa zvir, da imam problem, da rada tebe imaš, da brigate sistem. Ej ljubica, neumnica, rošča za tepla je že utrgana. Hej ti, dodala si me mana v srce. Dobro večer, pozdravim te. Lepo pozdravljena, seveda v studiu, lepo pozdravljena. Gledali ste nastop, namreč Gaje Malovrh in Jake Južniča, večkratna državna prvaka v akrobatskem rock'n'rollu. Lepo pozdravljena, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Vidim, da se kar zadihana, kar hitro se zadiha klele, ne? Ja, res je. Tudi teh 30-40 sekund, ampak je puls... Če je narejen prav tako, kot mora biti, se hitro zadiha. To je v bistvu, lahko zdaj sem videla primer s sparingom, ne? V boksu. Ko greš sparing, ko si tam 30 sekund, imaš občutek, da si noter pol leta. Tako bom rekla. Lahko bi verjetno, mi sicer s sparingom nismo primerjali, so pa narejene primerjave z atletiko. Tako da je, sicer če bi plesala minuto pa pol, je to tako, ko gre da 800 metrov na polno šprintaš. Kaj res? To so ugotovili? Ja, to so raziskave narejene. Ok, ja sej videti je tako, no. Jaz sem tudi nekaj časa, ko sem bila mlajša, malo tole trenirala, tako da kakšen move poznam, ampak nisem, ne, to je že dolgo tega, ne, pozabim. Povejte mi najprej, seveda, ti že 21 let plešeš, Jaka, ne? Res je, 21 let se že z rock'n'rollom ukvarjam, prej sem pa že v vrtcu plesal, tako da sem v bistvu že odkar se spomnim, je ples moja strast. Čakaj, v vrtcu si plesal, kako to zgleda, prosim, v vrtcu Te plesati? otroški plesi na glasbo od čukov pa take podobne zadeve, otroški plesi. Si bil zabavljač že takrat. Ja, res. Gaja, ti pa v bistvu 8 let plešeš, ne? On od 8. leta, tam nekje, ti pa 8 let. Ja, jaz pa 8 let. Isto sem najprej plesala v vrtcu, tako kot Jaka. Pa sem pa šla malo v ritmično gimnastiko, zdaj je 7-8 let, no pa sem se pa na rock'n'rollu znajdla. A bi mi pokazali se kakšen najbolj osnoven, začeten gib? A ste tako prijatni, da mene... Ja, seveda. Tako, da gledalci vidijo, ne vem, mogoče kako se to začne trening, ne vem, kaj je prvi gib? Kako moraš osvojiti? To je sigurno osnovni korak, zato temu se tudi reče. Že iz imena je razvidno, to je osnova rock'n'rolla. Sicer je za fanta in za punco različen, pa Gaja pokazala, se pravi za ženski spol. In sicer ni toliko zakompliciran, zato je osnovni korak, iz tukaj naprej pa gradimo. In sicer so 3 kiki, 3 brce, za punco je to 2-krat desna, 1-krat leva noga. Pol vem. Tak, ja, okej. Evo, super. Nekaj je še ostalo. Nekaj je še ostalo, ampak zdaj sem v petek. Tam pol vi dvignete noge. To se pa potem s treningi in s časom, eni pridejo hitrejni, malo počasneje do tega. Zdaj sem se spomnila na enega posnetka Lepe Brene, no in če ste videli, ker se je ona dejansko udarila z nogo na odru, ker je imela tako visok kik, ne? Ja, no, v rock'n'rollu, če so kiki toliko visoki, so pa mogoče že malo previsoki, pa zamudiš naslednji gib, ker je zelo hiter ples, moraš biti sicer narediti vse gibe do konca, ampak zelo hitro pripravljen tudi na naslednje. Dajmo se kar sesti. Jaz sem mislila mogoče, da si zdaj najprej pogledamo en prispevek, ker smo bili pri vas. Videli smo ostale plesalce, družili smo se z malce mlajšimi plesalci akrobatskega rock'n'rolla, obiskali smo jih, kot sem rekla, že na treningu, pa pogledamo, kako je bilo, pa nadaljujemo. Jaz sem Tara. Jaz sem Gašpar. Koliko časa že trenirate akrobatski rock'n'roll? Jaz treniram že 5 let. Jaz treniram pa 4 leta. Zakaj ti je recimo akrobatski rock'n'roll boljši od drugih plesov? Zaradi tega, ker je energičen, imaš akrobacije noter, tako dobre prijatelje imam tukaj, ja. Pa ti je že kdaj tvoja soplesalka kaj padla? Ne še. V bistvu ja. Padla si mu že? Ja, ne iz toliko teh akrobacij frače, pa to, ampak pri teh osnovnih kolov, pa to sem že velikrat. Ampak nisi imela še nobenih poškodb, ne? Ne, to pa ne še. Jaz sem Lara. Jaz sem pa Ivan. In kako se ujamete kot soplesalca? Ste v redu? Ste prijatelja tudi drugače? V prostem času se ne druživa toliko veliko, bolj na treningih.
Kaj pa recimo najtežjega, no, pri tem plesu, kakšne akrobacije? Midva zaenkrat so še v taki kategoriji, ki niso lih še akrobacije, ampak je kakšen kolo, pa da te malo dvigne. Drugače pa najtežje zdaj, ko bova šla v višjo kategorijo, se učiva nove akrobacije, pa še čisto ne veva, kako je. Imate tudi kaj tekmovanj, kaj tekmujete? Ja, veliko tekmujemo, čeprav nažalost sva zdaj zadnja 3 tekmovanja zamudila, ker sem imela tabore, pa jaz sem enkrat vmes zbolel. Tako da imamo pa zdaj, če ta vikend, imamo svetovni pokal ali prvenstvo. V soboto imate... Dobrovi. Super, navijam za vaju. Neli. Lionel. Koliko sta stara, koliko let? Jaz sem 9, zdaj bom 10, 12. Kako ste oblečeni tisti, ki plešete akrobatski rock'n'roll? Boš povedala, imate neke posebne čeveljčke? Ja, jazzerke. Jazzerke. Ja. Oblečeni smo pa ponovadi tako, da lahko plešemo, da imaš usklajeno bolj, da ti ne spodrsne pa kaj. Kaj pa na teh tekmovanjih? Sem slišala, da ravno kar naročate drese. Kakšne drese boste imela? Kaj boš ti oblečen? Ja, jaz bom bil v bistvu črn z rdečimi detalji. Kaj pa ti? Deklice so pa najbolj bolj pisane? Jaz bom bila pa cela rdeča, pa kakšen detajl bom imela črn. Katera skupina je to? Kako potekajo treningi akrobatskega rock'n'rolla? Se pravi, to so mlajši in starejši mladinci, pari mlajših in starejših mladincev. Treninge imamo 3 do 4 krat tedensko, če pa bom rekla, je pred nami kakšno pomembno tekmovanje, tako kot zdaj ta prihajajoči vikend, pa tudi 5 krat, če je treba, tudi 6 krat, samo da pač se res pripravimo na te velike tekme. No? Kako smo Slovenci dobri v akrobatskem rock'n'rollu? Slovenci smo trenutno odlični v članskem freestyle razredu, ker sta naša dva Jaka in Gaja, sta druga na svetovni rang lestvici, kar je odličen rezultat. Pri mlajših selekcijah smo pa tudi že imeli čudovite rezultate, smo imeli evropskega prvaka, svetovnega prvaka. Trenutno sicer imamo eno tako generacijsko lukenco, ampak pričakujemo, da bo tudi ta skupina, ki je zdaj v pripravi v nekem doglednem času, tudi do enih takih rezultatov prišla. Pa tudi med mladimi vidim, da je kar zanimanje, kar pritegne ta ples, ne? Zakaj mislite? Zdaj sicer glasba ni tako popularna, kot recimo hip-hop ali pa kakšen pop, ampak tisti pravi ljubitelji rock'n'rolla in teh poskočnih korakov in vratolomnih akrobacij nekje po poti, pridejo, so zaljubljeni v ta rock'n'roll in ostanejo, tako da kar jih pol zagrab ta vročica rock'n'rolla. No? Ja, vse nas je zagrabila tale vročica rock'n'rolla, bi lahko rekli, ne? Tako da tole je res odlično, sploh je pa lepo videti mlade, ki v tem uživajo. Kaj vama dal rock'n'roll akrobatski? Ja, tako kot smo že omenili, jaz čeprav že 21 let treniram, meni je dal rock'n'roll zelo veliko. Recimo v šoli me je prisilil v disciplino. Ko so bili treningi, sem mogel biti na treningih, kar pomeni, da sem v vmesnem času mogel vse za šolo narediti. Naučil sem se razporejati svoj čas, ker sem bil veliko vikendov odsoten, ker že v mlajših kategorijah sem veliko potoval po tujih tekmah. Jaz sem bil namreč eden izmed tiste uspešne generacije, ki je prej omenila trenerka Irena, sem bivši evropski in svetovni mladinski prvak. Tako da sem se mogel pač zelo dobro naučiti upravljati svojim časom. Gaja, kako je plesati z prvakom? Ja, v redu, no, skupaj so ful dobre rezultate pol tudi dosegla, ne glede na to, da je bil on prej toliko dober. Se pol tudi v članskem razredu to pozna, sploh pri plesu. No, pri akrobacijah pa tudi, no. Kam spravljate vse te pokale? Zdaj vem, da kar veliko stvari usvojita, ne? Vsakeč, ko se kam podata, prinesete nazaj kakšno lovoriko, kje se potem, že prašno se že nabirajo, pa se že nabira, ne? Ja. Kako se to čisti, a veš, kje to stoji? Dobro, hecam se, ampak tega je veliko najbrž. Je kar veliko. Jaz sem preštel 5 let nazaj, se mi zdi, na zadnje svoje pokale, pa jih je bilo takrat nekje okrog 60. 60? Ja. Pred 5 leti približno. Noro. Tako da zdaj jih je že več. Zdaj je to, kako jih imam jaz.
super. No, seveda mene zanima, veste kaj, jaz sem majčko tako raziskovala, me zanima, odkot izhaja ta ples in naletela na zelo eno tako zanimivo evolucijo tega plesa, če bi lahko rekli. Našla sem eno fotografijo, ne vem, če bojo uspeli pokazati v režiji, no, pa kako se iz džajva, iz raznega, kako se še drugemu reče, jaz sem že pozabila, Lindy Hopa, ki mi ponavadi ne rečemo Lindy Hop, mi mislimo, da je vse isto, vse vržemo v en koš, ampak ta drevo, ki vrisuje tole čudovito tranzicijo do akrobatskega rock'n'rolla od 1970. leta recimo naprej, pa kakšen vpliv je bil, poglejte samo to, tu ste, Breakaway, Charleston, mislim, ni da ni. Ta slika mislim, da je zelo realna, s tem, da je Lindy Hop sicer zdaj še vedno prisoten, ampak v manjšem obsegu. Trenutno sta recimo v naši svetovni zvezi, kamor spada akrobatski rock'n'roll, boogie-woogie in Lindy Hop, sta akrobatski rock'n'roll in boogie-woogie veliko bolj zastopana kot Lindy Hop. No, Lindy Hop, seveda vem, da radi plešejo, ljudje se dobijo in imajo pač te plesne seanse, bi lahko rekli. Bolj tak družaben ples je, ja. Potem, ko sta šla akrobatski rock'n'roll sploh, boogie-woogie pa tudi počas sledi bolj v te športne, tekmovalne smeri. No, seveda mi je zanimivo, ker jasno, ne vem, nekako vse izhaja, seveda, zakaj se imenuje zdaj rock'n'roll, izhaja iz nekih gibov, ki smo jih vajeni, ki smo jih poznali, tudi kakšni laiki, preko zvezd, kot je, ne vem, kaj pa vem, Elvis, recimo, kralj, Kralj rock'n'rolla se mu reče z razlogom, ja, njegova glasba je bila sploh v tistih časih, ko se je rock'n'roll začel, je v bistvu njegova glasba osnova, na katero se je rock'n'roll plesal. Zdaj se sicer to počasi spreminja, glasba postaja bolj moderna, so pa še vedno v zadnji te neke osnove, ki izhajajo še iz tistega časa. Pa njegovi gibi. Ne vem, Gaja, si kdaj opazvala? Mislim, jaz, ko sem tudi videla film pred kratkim, ti njegovi gibi posebni, ki so bili kot zlomljeni na pol. A imate še kakšne takšne gibe, ne vem, znotraj Trenutno imamo en par iz Madžarske, ki v bistvu je on oblečen in predstavlja Elvisa. A res? Ja, tako da ima ta poloneva tak program sestavljen. Zdaj sami gibi se lahko tudi druge uporabijo, tudi če nimaš na temo Elvisa Presleyja narejen, ampak... Zanimivo. No, sej seveda vse se od vsega nekako povleče iz zgodovine in se nadaljuje v pa se malo modernizira, malo se prilagodi času, ampak osnove pa ostajajo. Kaj pa sicer, koliko je teh kategorij, kako deluje ta ples, da bomo malo strukturo razumeli? Se pravi, mladinske kategorije so 3. V Sloveniji jih imenujemo mini, to so tisti čisti začetniki. Koliko stari? Se pravi, nekje od 6-7 let, pa tam do 10-11 približno. Samo to je resen ples, ki se ga potem lotiš in potem celo življenje plešeš. To ni nekaj, kar lahko greš samo malce trenirati, pa potem odnehaš. V bistvu to se zgodi. Lahko. Nekaterim je pač v interesu bolj, da se zabavajo, da plešajo. Taki trenirajo 2 do 3 na teden, se imajo še vedno fajn na treningih. Potem oni se ne usmerijo toliko v tekmovalnost, se na treningih vidi in uživajo. Tisti, ki potem pa tekmujejo, pa trenirajo 4-krat in tudi več treningov na teden. Sploh potem damo še kakšne dodatke, kot so osnove džeza, zaradi plesnih figur, gimnastika, za akrobatiko in tako naprej. Gaja, kolikokrat te je že vrgel v zrak, bi lahko rekli, ne? Kolikokrat? Ne vem. Pa kako je ob tem, že na pol letiš ali kakšen občutek je? Ja, zdaj mi dva že kar delava take akrobacije, v bistvu prosto leteče salte, pa skoke na glavo. Se me ono ujame, tako da... Dobar je. Sej ravno to je bilo naslednje vprašanje, kako je poskrbljeno za varnost na takšnih treningih? Ja, v bistvu pri teh akrobacijah, ki se jih na novo učimo, imamo v bistvu tak štrik, mu rečemo, je vrv in potem ima pas, ki si ga pač tukaj si ga lepo zategnemo, da ne pademo skozi. Potem pa trener drži ta vrv in ko mi skačemo, nas varuje s tem. Mogoče nam tudi malo pomaga, da se naučimo višine pridobivati. Zanimivo, sploh ne bi nikoli nihče pomislil, da dejansko vadite na zelo akrobatski način, kot v cirkusu bi lahko rekli, ko se učijo tiste, kako se že reče? Bi se lahko tako rekel. Ko visiš iz zraka, kaj že? Trapez? Ja, tako, trapez, hvala. Recimo zdaj vem, da te višave so kar visoke. Koliko je največ metrov, ne vem, recimo od oka? Ja, zdaj tako pri nama
jaz bi rekel, da tam okrog 4 metre, če nama res rata, če se ujameva, mogoče pride do 4,5, ampak pri nama je tudi že osnovna višina, oba sva manjša in to se pozna. Recimo tisti najboljši pari, ki so višji, dosegajo višine 5-6 metrov v zraku. No, fantje so višji. Aha, ja. Punce so pa približno to, punce kaj so pa jaz. to kao, ampak kjer so pač predispozicije, so tudi višine drugače. Kako pa je na teh tekmovanjih, kaj ocenjujejo? Mene zanima predvsem. Ja, večinoma je, oziroma ta glavna stvar je osnovni korak, to, kar smo se prej naučili. Če je dovolj mehak najbrž? V bistvu mora biti na višina mora biti ta prava, pa pot noge mora biti v bistvu tako, da gre v isti smeri je gor in nazaj, ne? Aha, okej. In potem imamo pa še akrobacije. Pri akrobacijah je pa važna izvedba, kakšen je pristanek. Višina sicer zelo malo, nama se recimo na srečo ne pozna, ampak sva relativno visoka za najne razmere. Zanimivo, to je pa dobro. Najlepša hvala obema za obisk. Zdaj si bomo mi še pogledali vajin odličen performance, ki smo ga včeraj posneli, zato ker v studiu pač vidva ne morete tako zelo Res je, v visoko studiu sva pač skočiti. pokazala, kar lahko. Tako da najlepša hvala, zdaj si bomo to z veseljem pogledali in prosim še kdaj pridite v studio. Z veseljem. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Poglejmo.